Dobro jutro, dobrodošli v prihodnosti. Zaenkrat ste se zelo enostavno znašli v prihodnosti, samo prišli ste v hišo Evropske unije in ste že tu. Kako se bomo dejansko znašli v prihodnosti, o tem se bomo pogovarjali danes dopoldne, nekateri tudi popoldne, ker vas čaka zanimiv izlet. Zdaj pa najprej prosim za to, da se malce zbudimo in ogrejemo, da vsi vzamete v roke svoje pametne telefone. In prosim, ni izgovorov, ker vem, da jih najbrž vsi imate. Ali pa skoraj vsi. In poglejte, prosim, kater dan v tednu bo 17. februar 2037. Se pravi, čez 20 let, kater dan v tednu bo? Že brskate? Kdo že ve morda, da pove na glas odgovor vsem? Gospod se je odločil, da ne bo gledal po svojem telefonu in se je kar odločil, da bo ravno tako petek. Torek pravijo tisti, ki so gledali po pametnih telefonih. Sicer ne bi imeli nič proti, če bi bilo v prihodnosti več petkov, ampak bo torek. Hvala, odlično upravljena naloga, se pravi, nekaj že vemo o prihodnosti, da bo 17. februar 2037 torek. Kaj drugega vemo o prihodnosti? Marsikaj, ne pa vsega. Zato bo danes zelo zanimivo in se veselimo zanimive razprave. Za uvodni nagovor in presenečenje pa prosim magistra Klemna Žumra. Gospod Žumar je vodja informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Spoštovane evropske poslanke in poslanci, spoštovani predstavniki ministrstev, raziskovalci in profesori, podjetniki, inovatorji, ki dejansko delate na novih tehnologijah, od dronov do vesolja, spoštovani mediji in spoštovani mladi, katerim je dejansko ta konferenca tudi namenjena. Naj najprej povem, da moj glas ni simulacija bivanjskih pogojev na Marsu, ampak posledica aktivnosti na planetu Zemlja. Evropski parlament, kot veste in kot vsi dobro vemo, je sprejel že veliko ukrepov, da bi pripomogel k izboljšanju zaposlovanja, predvsem med mladimi v Evropski uniji. Vsi poznamo ukrepe, kot so recimo program jamstva za mlade, pobuda za zaposlovanje, pa Erasmus plus in ostali. O tem bo danes govora. Pogledali bomo, kako te programi delujejo, ali so uspešni. Predvsem pa smo današnjo temo zaposlovanja, ki skrbi večino Evropejcev, tudi Slovencev, želeli oblikovati na ta način, da pogledamo v področje, ki ga včasih mogoče pozabimo, in sicer, da so podjetniki tisti, skupaj z raziskovalci, ki odpirajo nova delovna mesta. In da je priložnosti, ki prihajajo zaradi razvoja novih tehnologij, ogromno. Nekaterih, kot bomo tudi, sem prepričan, danes slišali, še niti ne moremo natančno definirati. In tudi na tem področju Evropski parlament veliko dela. Prav včeraj je sprejel resolucijo na temo robotike, potem na področju nanotehnologij, na področju ekonomije delitve, na področju vesoljske znanosti. Naprimer, v resoluciji o razvoju vesoljskega trga je Evropski parlament zapisal, da je vesoljska dejavnost Evropske unije izjemno pomembna za znanstveni in tehnični napredek, inovacije, gospodarsko rast, industrijsko konkurenčnost, socialno kohezijo, ustvarjanje strokovnih delovnih mest, odpiranje podjetij ter nove priložnosti za trge. Glede na to, da je Slovenija vstopila in postala članica Evropske vesoljske agencije, je to še ena zanimiva priložnost za Slovenijo in tudi o tem bomo kasneje veliko slišali. Evropski parlament je v resoluciji zapisal tudi, da bi morala EU in države članice v sodelovanju z zasebnim sektorjem okrepiti prizadevanja, da bi spodbujale veščine in podjetništvo ter pritegnile študente tehničnih univerz, predvsem mlade znanstvenike in podjetnike k sodelovanju v vesoljskem sektorju. Torej se tudi na tem področju veliko dela. Vabim vas, da dobro izkoristite današnji dan in da razmišljate ne samo o tem, katere priložnosti so že na voljo, kar je seveda tudi zelo pomembno, ampak na kakšen način morate razmišljati in katere veščine in znanja si morate pridobiti, da boste, ko bodo delovna mesta, ki jih morda danes še niti ne poznamo, odprta,
razpisana, da boste lahko na ta delovna mesta tudi odgovorili. Želim vam en lep dan in se zahvaljujem še posebej gospodu dr. Igorju Mekjeviču, zato da nam je omogočil, da bomo lahko danes šli z enim avtobusom vas tudi v Planico in si pogledali dejansko simulacijo razmer v bodočih bivalnih enotah na Luni in Marsu. Tako da najlepša hvala tudi za to. Lep dan vsem skupaj želim. Zdaj pa, kot je že napovedala tudi Anja, eno presenečenje in sicer imamo za vas video z Evropske vesoljske postaje. Dobro jutro Slovenija, dobro jutro Evropa. From a faraway ISS, I'm sending my greetings and best wishes to the European Parliament and 2 million Europeans in Slovenia, newest member of the European Space Agency. I warmly welcome you on the exciting European journey of discovery and exploration. Today, the research we do in Columbus is coming back to Earth as opportunities. Space has a huge potential in tackling key challenges on Earth, and the EU and ESA are focusing on unleashing this potential by supporting research, innovation, entrepreneurship and job creation across all member states. Now I welcome Slovenia on board to innovate, inform and inspire the next generation. I wish you a great day. Odlično, hvala lepa, gospod Žumar. Ja, s tem premetom nazaj sem že dobila idejo, kaj bi lahko naredili po odmoru za kavo, zato da ne bomo preveč zaspani. Nič najbolje, da začnemo s prvo okroglo mizo. Veliko veselje mi je, da vam lahko predstavim govorce, ki bodo sodelovali na tej okrogli mizi. To pa so gospa Romana Tomc, evropska poslanka iz skupine Evropske ljudske stranke. Dobro jutro, izvolite. Gospa Tanja Fajon, evropska poslanka, skupina Naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu. Pa gospod Peter Debeljak, direktor Urada Republike Slovenije za mladino. Tako, ja, dobro vam gre. Moramo poskrbeti, da boste usklajeno s svojimi napisi zasedli, ne bom rekla delovnih mest, ampak razpravljalna mesta. Z nami danes, kot že omenjeno, dr. Igor Mekjevič, raziskovalec na Inštitutu Jožef Štefan, pa dr. Tomaž Cviter, profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko, in dr. Hubert Kosler, direktor Jaskava Slovenija in Jaskava Risto. Dobro jutro vsem, dobrodošli še enkrat. In tudi za vas, spoštovani gostje na okrogli mizi, imam za začetek nalogo za ogrevanje, ker mislim, da ste v večini prešpricali tisto ogrevanje z iskanjem datuma za 2037. In sicer me zanima, kaj ste si želeli postati kot otrok in v kakšni meri ste to dosegli. Pa prosim za res kratke odgovore. Gospod Kosler, z vami bomo začeli. Ja, dober dan vsem skupaj in hvala za povabilo. Ja, vprašanje kot otrok, ja, vse sorte, tudi astronavt sem želel biti, pa pilot, pa strojvodja. Res pa je, da sem se potem igral veliko z Legom, pa se zanimal za tehniko in pot me je vodila pač preko gimnazije do odločitve, da se vpišem na strojno fakulteto in sem tudi diplomiral uspešno in tudi doktoriral, celo lani, sveže. No, tako da mislim, da sem si nekako svojo pot, ki sem si jo zastavil, kar nekako živim in razvijam še vedno naprej. Super, ste pravi, ste že kot otrok vedeli kaj in kako. Gospod Cviter. To so bila tam konec 60-ih let. Železnice so me fascinirale, kaj pa drugega. In to ne to, da bi vozil vlak, ampak da bi bil kretničar. Kretničar je namreč tisti, ki vlak spravi na določen tir. Moj seveda starejši in hudomušni brat je še kakšen S dodal tam pred kretničar. No, ampak v glavnem zgodba je bila takšna, kretničar nisem. Na drugi strani imam pa občutek, da zapeljem kdaj na kakšen tir. Predvsem ga je treba videti, včasih je tir slep, ampak se sedaj iti nazaj in potem po drugem tiru naprej, tako da je nekaj na tem. Doktor Mekjevič? Ja, jaz sem pa bil doma iz Primorske, bi rekel, oziroma iz Dalmacije, tako da mesto Zemlja, terra firma me je zanimalo morje.
Tako da vse, kar je bilo povezano z morjem, in tako da sem potem začel se tudi potapljati, jadrati in tako naprej, ampak ena stvar je, ne, da v morju, ko si v morju, doživljaš malo breztežnosti, tako da mogoče je to povezava s tem, kar počnem danes, vpliv tega okolja na človeka. Zanimivo. Doktor Debeljak, kaj ste si pa vi želeli postati? Najprej hvala za vabilo in za priložnost, da lahko z vami delim nekaj svojih misli. Košarkar. NBA ali kaj drugega? Ne, to je bila res prva in močna ljubezen. Mi je kar uspešno šlo. Bil sem celo v nekem trenutku del selekcije, pionirske selekcije Slovenije. Potem pa sem trčal ob realnost. Genetika je naredila svoje, gospa puberteta tudi ni pomagala, gospod lateralni meniskos levega kolena tudi ne. Torej, kot vidite, nisem naslednik Dražena Petroviča, ampak vseeno menim, da so neke izkušnje ali pa kompetence, ki sem jih dobil na tej poti, pa vseeno vplivali na to, kar sem danes. Gospa Fajon? Ja, prav brskrat moram pozmišljati, kaj mi je bilo všeč, recimo drsalka, klavir sem igrala, glasba mi je bila blizu, ampak nisem razmišljala o poklicu. Zdaj taborniki, športne stvari, ampak takrat se mi zdi vse, kar ti okolje prinese. Adrenalin, ogromno sprememb, pa mislim, da še danes ne vem, kaj bo čez nekaj let, tako da se skozi pušča malo priložnosti odprte, da se prilagajam okolju. In tako mi tudi poklici padajo z začetkom v novinarstvu. In še gospa Romana Tomc? Jaz sem po poklicu ekonomist. Kaj sem želela v mladosti, se niti ne spomnim, vem pa kam sem se želela upisati, na katero fakulteto, vsekakor povezano z gradbeništvom in arhitekturo. Danes sem daleč od tega, ampak se pa ljubiteljsko še vedno ukvarjam s temi stvarmi, tako da poti so različne in nas odpeljajo včasih v smer, kamor si sami nikoli ne bi mislili, da bomo prišli. Ja, in to je tudi zanimivo in bom kar to vzela za iztočnico za začetek razprave. Gospa Tomc, gospa Fajon, Evropski parlament je v zadnjih letih sprejel vrsto ukrepov za zaposlovanje mladih. Res je Evropski parlament institucija, ki je dojela, da je brezposelnost mladih v Evropski uniji velik problem. Ampak vseeno, zdaj, če smo lahko tudi malce kritični, so ti ukrepi tako napredni, da bodo dolgoročno pomagali mladim Evropejcem, ali je šlo bolj za gašenje požara? Začnem z odgovori na te vaše izzive. V Evropskem parlamentu smo se že nekaj let nazaj zavedali, da je brezposelnost med mladimi zelo velik problem. Zato je bilo že pred par leti sprejeta shema jamstva za mlade, ki res za ogromno sredstvi podpira zaposlovanje mladih. Zdaj smo že v fazi, jaz sem tudi poročevalka za ta del, ko preverjamo, ali jamstvo za mlade daje kakšne učinke ali ne. Namenjenih je bilo res ogromno denarja, skoraj 0,5, čeprav se to zelo malo sliši, bruto domačega proizvoda Evropske unije. To je 20 milijard evrov približno. Ne. Zdaj različno so države izkoristile ta sredstva, nekatere bolj, nekatere manj, ampak večinoma so jih pa dobro pokoristile tako, da se je brezposelnost med mladimi v zadnjih 2-3 letih v Evropi bistveno zmanjšala. In ne gre samo za zaposlitve za določen čas, pa za premostitvene zadeve, ampak gre, jaz mislim, tudi za dolgoročnejše rešitve. Predvsem se moramo pa nekaj zavedati in jaz to ves čas poudarjam. Umetno ustvarjena delovna mesta, ki jih ustvarimo tako, da država ali pa Evropska unija nekaj subvencionira, so lahko uspešna samo na kratek čas. Na dolgi rok so pa lahko uspešna samo tisti ukrepi, ki spodbujajo gospodarstvo, da bo začutilo, da mora samo, da potrebuje zaposlene, da bo odpiralo nova delovna mesta in da bodo zaposlitve na teh delovnih mestih. In tudi to Evropa seveda spodbuja.
Moram reči, da je večina držav že išla iz te krize, tudi pri zaposlovanju mladih. Mi smo jo kar dobro odnesli, moram pa reči, da tega sklada nismo izkoristili tako, kot bi ga lahko. Nismo bili prav optimalni. No. Gospa Fajon, morda še vaša misel o tem? Ja, brezposelnost mladih je v Evropski uniji vrhunec dosegla tam nekje v začetku leta 2013. In z vsemi ukrepi, tudi z velikimi proračunskimi sredstvi, ki jih Unija namenja, nekaj že Romana povedala, v tej novi finančni perspektivi je več kot 3 milijarde evrov namenjenih za spodbujanje zaposlitev, še 3 milijarde tudi prihaja iz posebnega sklada. Je brezposelnost po ocenah, ki jih imam jaz, upadla za skoraj 1,5 milijona ljudi, mladih po celi Evropi, kar je veliko. Veliko na račun tudi te omenjene sheme jamstva za mlade, kjer se dejansko spodbuja prve zaposlitve, vajeništva, pripravništva za mlade, takoj ko končajo izobraževanje po 24. letu starosti. Tu se velikokrat poudarek daje tudi, koliko nacionalne države iz proračuna namenjajo za te programe za spodbujanje. Ampak, kar se mi zdi posebej pomembno, je, da je dobro v situaciji, v kateri smo, trgi so različni, tudi povezava med sistemi izobraževanja in zaposlovanja je v različnih državah na različnem nivoju in da imamo neke inovativne ukrepe, nekaj praks dobrih poznamo, recimo v Bolgariji so uvedli nek sistem mediatorstva, kjer dejansko imajo mediatorje, ki pomagajo mladim ljudem, ki so brez zaposlitve, posredovati informacije, kako se vključiti v nek sistem dela, ali recimo na Finskem imajo dobre modele, nekaj inovativnih ukrepov za posredovanje informacij mladim, kako priti do zaposlitev. Jaz mislim, da ta kreativnost nasploh, ki jo omenjam, je mogoče lastnost te zdajšnje generacije, da je potrebno veliko več prizadevanj in naporov vložiti za to, da prideš do neke zaposlitve. Včasih je bilo to bolj samoumevno, danes pa vidim že samo v Bruslju, ki je tako stičišče mladih, ki prihajajo z izjemno dobrimi izobrazbami, za izjemno impresivnimi življenjepisi, da je dejansko konkurenca zelo, zelo zahtevna. Po eni strani imamo izjemno izobraženo generacijo mladih danes, ki imajo in magisterije, doktorate, ki so izjemno veliko dosegli, težko pa je priti do zaposlitev. Zato tudi pravim, ta kreativnost in tekmovalnost je veliko višja. Vsaj v Bruslju vidim, da mladi ljudje si zelo prizadevajo in izjemno težko pridejo do dobrih zaposlitev, enako velja v Sloveniji. Veliko prekarjata, veliko negotovih pogojev za mlade, precej drugače, kot je bilo včasih in precej še vedno slabe povezanosti med izobraževalnim sistemom in na druge strani med tem, kaj dejansko je mogoče dobiti kot zaposlitev. Tako da jaz bi rekla, če povzamem, veliko se namenja pozornosti za mlade, izjemno veliko finančnih sredstev in spodbud z različnimi programi, ki so bili omenjeni od Erasmusa naprej, da denar je namenjen, ampak še vedno je tudi v nacionalnih zakonodajah mogoče veliko narediti. Hvala lepa, bom kar vzela istočnico, ko omenjate te impresivne življenjepise, se pravi, res na trgu srečujemo mlade, ki znajo res neverjetne stvari, vse lahko pokažejo, nekako prenesejo na papir. In zdaj provokacija za vaju, gospod Cviter in Debeljak, morda lahko tudi z tega športnega, zornega kota pogledamo. Se pravi, ni dovolj, da hodiš samo v fitness, da si neskončno močan, treba je tudi taktično pristopiti k stvari. In me zdaj zanima, koliko se vam zdi smiselno, da mladi tudi taktizirajo, da res izberejo fakulteto, da izberajo dejavnosti, ki so iskane, ki prinašajo neko konkurenčno prednost, ali da enostavno sledijo tistemu, kar jim je všeč. Ena sama beseda je tukaj odgovor in to so informacije. Katastrofalne izbire se dogajajo v Sloveniji in drugod. Katastrofalna izbira je, naprimer, pojdi študirati, pa se upravičujem, gospod Tomc, ekonomijo, zaradi tega, ker tam je denar. Ampak predsednikov podjetij ni tako zelo veliko v celotni populaciji. In večinoma niso ekonomisti, seveda.
Potem tudi gospod Kostler se je nasmejal. Ja. Dober je v slovenščini ali dobra je v slovenščini, torej seveda slavistika. Ja, povsem možno in čist možno, da je to natančno ta prava izbira, ampak morda bi pa to vaše sukanje besed bilo zelo koristno v naravoslovni izobrazbi, ko boste znali spodobno napisati sestavko v našem jeziku. Mogoče je ta ista stvar zelo koristna v, naprimer, ekonomskih poročilih, ki nekako ne bodo tako z skromnim besednim zakladom. Mogoče bo celo kakšen pravni zakon zaradi tega bolj razumljiv. Vaše znanje se da uporabiti marsikje in seveda v tem smislu informacija. Kaj to pomeni informacije? Ne smete se pustiti na prvo žogo zavest. Naprimer, prejšnji teden smo imeli informativne dneve, ponekod so to že prave predstave, kjer je vse zrežirano, vse do pogostitve in vsega ostalega, ampak tiste 2 uri ne morete odločati o vašem življenju. In so pomembna informacija ne zato, kaj ste dobili kot povedano, ampak kakšno atmosfero ste začutili. A je to neka fair, delovna, kompetitivna, ampak obenem ustvarjalna in, kot rečem, korektna atmosfera, ali ste pa videli ljudi v kravatah, ki pravzaprav so sami sebi dovolj in tisti študenti so nekako zazraven. Tako da te stvari so tiste, ki so bistvene. V Sloveniji in seveda kjerkoli drugod danes ni več izgovora, da ne boste uporabljali informacij. Naprimer, če vas zanima, pa če govorimo o študiju na fakulteti, SICRIS je čudovit informacijski servis. Na SICRISu natančno vidite, kaj je kdorkoli v raziskovalnem in visokošolskem sistemu, kadarkoli v preteklosti pravzaprav objavil, kaj dela. Seveda ne boste poznali vsega, ne boste znali ocenjevati, ampak dobili boste dober občutek in ničla je ničla, s kakorkoli jo pomnožite. Tako da informacije so zelo, zelo bistvene. In jaz mislim, da na drug strani, če se vrnem na prvotno vprašanje, ali pravzaprav bolj vaša duša ali preračunavanje, ni več tega, jaz sem, bomo rekli, kretničar, in zaradi tega seveda bo tudi moj sin kretničar in moj vnuk kretničar. Tega enostavno ni več. Je pa res, da če vi znate reševati probleme, in o tem bomo mogoče kasneje, kaj to pomeni biti problem solver, potem boste se znali znajti, pa morda tudi, če ne boste delali natančno v vaši stroki. Absolutno nič hudega. In pomeni, da pomembno je, da pridobite neka znanja, ki so uporabna sicer, in to pa seveda se da začutiti. Recimo študentom, bodočim študentom zmeri rečem zelo preprosto stvar, ki veljamem, da pa vsod saj upam, predavanja so odprta, za Boga, če ste gimnazic, nekako si zrihtajte kakšen dan, ki ga boste imeli prostega, poglejte na urnik, ki je na mreži, pridite na predavanja kateregakoli predmeta in poglejte, kakšna je atmosfera, seveda, da boste upadli noter, seveda, da ne boste razumeli, kaj se točno dogaja in kaj se natančno tisti trenutek predava ali preizkuša, ampak dobili boste vtis, a je to način dela, je to način razmišljanja, ki je za vas, pa predvsem tam so neki študenti in te študente lahko potem v pauzi neposredno vprašate, kako ta zadevšna zgleda. Informacija, torej, še enkrat. Hvala. Hvala. Doktor Dobeljak, vaše razmišljanje, taktiziranje, informacije, srce? No, taktiziranje je biti racionalen v svetu, ki spominja na divji zahod, ki je zelo dinamičen, je nekaj najbolj racionalnega, nekaj najbolj logičnega. Ampak tako razmišljanje, po mojem mnenju, ima omejen doseg in jaz nam ga ne bi stavil na prvo žogo. Dovolite, da pojasnim zakaj. Prvič vidimo, v zadnjih letih, desetletjih se je pokazalo, da realnost presega našo domišljijo, torej svet, jutr, ne vemo, kakšen bo. Lahko identificiramo neke megatrende, tudi regionalno priložnosti, ki bojo na mizi, ampak ko govorimo o nekem poklicnem usmerjanju, pa ta zgodba dokaj odpade. Vidimo, včeraj deficitarni poklic je danes suficitaren. Doživljamo blazno deregulacijo poklicov, deregulacijo celih področij. Prej sva z evropsko poslanko govorila o tem, da celo v medicino za robotiko vnašamo neko nestabilnost, torej rušimo to neko vertikalno zgodbo poklicev.
kdo se bo ukvarjal z ortopedijo čez 20 let. Morda ne samo ortopedija. Ne? Torej, zgodba je zelo, zelo fluidna in če to razumete, če to logiko razumete, potem se tako ustvari prostor za malo več srca, ne? Torej za želje. Pa še ena stvar. Dejstvo je, da zaradi te horizontalne povezanosti sicer poklicno usmerjanje ali pa neko nišno usmerjanje ima svojo težo, ampak je samo en delček v celem diapazonu. Ne? Jaz bi bolj stavil na neke splošne kompetence, generične kompetence, ki ti omogočajo, da se boš lahko jutri zaradi tega, da boš lahko bolj poklicno mobilen, da se boš lahko prilagajal situacijam. Seveda bomo vedno imeli neke nišne zgodbe, kjer ti enostavno ne moreš, jaz verjetno ne morem postati srčni kirurg, tudi če si zelo želim danes, ne? Ker ima pač nek poklic svojo zgodbo, ampak zdi se mi pa vseeno, da staviti na te karte v tako dinamičnem okolju ni najbolj modro. Ko omenjate robote, fino, ne, ker dr. Kosler in dr. Mekjavič, to mislim, da je fantastična istočnica za vaju, se pravi, zdaj v medijih neprestano spremljamo te sezname poklicev, ki jih bodo nadomestili roboti in sezname poklicev, ki jih roboti zagotovo ne bodo nadomestili. In me zanima, če bi si upala izpostaviti kakšen poklic, ki bo zamenjan in ki ne bo. In če lahko morda pokomentirata še to, ne, ker tudi potem nekako zasledimo v teh člankih s temi razpredelnicami, saj roboti bodo delali samo stvari, ki jih ljudje ne radi počnemo in ne bodo odžirali delovnih mest. Dr. Kosler. Hvala lepa. Ja, tako zdaj o robotiki veliko poslušamo zadnje čase. Nekako mediji včasih prikazujejo kot nek bav, ki bo odžiral delovna mesta. Zdaj, dobro, jaz sem v svetu robotike že pravzaprav cel moj profesionalni del življenja. Res pa je, da v zadnjem času robotika je v izjemni ekspanziji, ampak treba je zadevo pač povedati tako, kot ste že vi omenila, ne? Roboti v prvi meri, saj v industrijskem smislu, upravljajo dela, ki so človeku težka, kreirajo invalide na dolgi rok. Ljudje ne delajo v neugodnih, agresivnih klimah. To pomeni, mi moramo tudi danes vedeti še eno stvar, ne, ko govorimo o odžiranju delovnih mest. Zdaj, če en človek dela 8 ur na dan, prenaša neko breme, premesti nekaj ton v enem dnevu. To je seveda obraba sklepov je na vidiku. Torej, kje se bo ta človek zaposlil, je samo še invalidsko podjetje. Invalidska podjetja so breme, odnosno invalidi so breme družbe. Skratka, moramo tehtati, balansirati, kaj je zdaj plus, kaj je minus. Na drugi strani, uvajanje robotov pomeni pač nova delovna mesta. Nekdo mora tiste robote vzdrževati, sestavljati, razstavljati, kot avtomobile, servisirati, programirati, namenjati nekim delovnim procesom, tehnološkim procesom. Na koncu robot vedno neko tehnologijo počne, ali vari, ali steklenice prenaša, ali žaklje cementa prenaša. Skratka, nekaj mora delati na koncu, da je koristen. In tukaj je robotika vsekakor koristna niša za nas, ker nam veča kvaliteto življenja in seveda torej tudi naše zdravje ni ogroženo na takih delovnih mestih. Kam bo pa seveda razvoj robotike šel, ne? Tukaj so pa zdaj ravno ta razmišljanja, ne? Pa umetna inteligenca bodo zdaj nas nadgledovali ali ne. Jaz mislim, da se tega ne gre bati, na koncu je pa tudi zakonodaja, ki bo določene stvari zopet začela urejati, dokje roboti kaj lahko počnejo, odnosno kje ta umetna inteligenca ima lahko svoj doseg koristen za družbo, kje pa ne več. Tako da, ne vem, zdaj pa mogoče, če se še navežem o delovnih mestih, ne, če smem še to temo odpreti, ker mislim, da tukaj lahko pa nekaj povemo, nekaj pozitivnega. Torej, jaz sem pač pripeljal japonsko firmo Yaskawa leta 90, potem smo odprli proizvodnjo v Ribnici, 96, danes imamo 135 ljudi, od tega 60 inženirjev. Smo del, bi rekel, svetovne korporacije in z uspešnim delom, predvsem, če še povem, da pri 135 ljudeh je povprečna starost 35 let, iz tega je razvidno, da so pri nas mladi,
odpiramo delovna mesta za mlade, sodelujemo s fakulteto, strojno, elektro, skratka, to jesen smo upisali 2 doktorska študija, tako da dejansko ta sodelovanje in za fakultetam, akademskim sferam je pri nas zelo živo. No, pika na i pa je tudi zdaj, če ste iz medijev kaj sledili, ravno zaradi vsega tega, kar smo pač počeli in nekako vzpostavili neko veliko zaupanje strani japonskih lastnikov, je padlo odločitev o postavitvi nove tovarne robotov, ki jo bomo zdaj umestili v Kočevju. Kočevje je tudi ena taka cona, spada v Pokolpje kot Pomurje, ogromno brezposelnih. Pozitivni efekti se že kažejo, šolski program srednjega tehnika, strojnega tehnika je ministrstvo odobrilo na našo pobudo, tako da smo že, predno smo sploh že začeli delati, smo že nekaj pozitivnega s tem prinesli. Zaposlovali bomo mlade, odprli bomo od 150 do 200 delovnih mest. Zgodba je internacionalna že danes in bo internacionalna tudi še v prihodnosti. Predvsem smo tudi zaprošeni strani lastnikov, da bomo izpostavili določene perspektivne kadre, ki jih bomo dali v kroženje po celem svetu, Japonska, Amerika, Evropa. Skratka, mislim, možnosti so fenomenalne, fantastične in v tem smislu bomo peljali naprej. Skratka, robotika, ne se bati robotike, imejte radi robote, nič hudega vam nove naredili. Veliko ljudi pa že ima doma verjetno tudi tiste robote, ki vam stanovanje pucajo, čistijo. Ja, delajo stvari, ki jih mi ne radi počnemo. No, morda tudi kdo rad pometa na roke. Doktor Mekjavič, kaj vi menite, kateri poklici bodo ogroženi, kateri ne, kaj se bo razvijalo? Začel bi mogoče s tem, kar je profesor Cvitel končal oziroma menil, če lahko. Jaz se strinjam z informacijo, sem se ne bi omejeval na slovensko območje. SIKRIS je za Slovenijo. In mi smo v Evropi in to se morate zavedati čim prej. In ni meja. To se pravi, da mi naše znanje lahko iščemo po celi Evropi in ga tudi tržimo po celi Evropi. In to je meni se zdi to, kar je pomembno. Jaz sem se vrnil v Slovenijo leta 1994, ker sem jasno želel priti v Slovenijo, ampak sem imel tudi eno zaupanje v Evropo. Evropa je, meni se zdi, res en zelo dober pojem in se mi zdi, da je to razvidno že iz tega sestanka. Kar se tiče robotike, jaz sem vodja programske skupine na področju avtomatike, robotike in biokibernetike. In že ta naslov pove, da v industriji potrebujemo vse 3. Robot bo jasno delal, ampak potrebujete avtomatizacijo, da bo postopek pravilno delal. Robot in avtomatizacija ne bosta delala skupaj. Bo potreben človek, ki bo to razvil, načrtoval, nadzoroval in uporabljal. To se pravi, da vsa 3 področja morate biti skupaj. Žal sem jaz na področju biokibernetike, ampak sem seveda okoli sebe imam same robotike, tako da nekaj o tem lahko povem. Moje mnenje je, da sem še nekaj, da povem. Včeraj sem ravno bil v Kočevju, kjer boste zgradili tovarno in smo se pogovarjali o avtomatizaciji določene linije in kaj se da avtomatizirati, robotizirati, kaj ne. In robotika je napredovala ogromno, je pa še veliko meja. Recimo čisto konkretno v oblačilni industriji je težko, da bi robot kaj počel, ker se vse deformira. Ne more prijeti eno srajco pa jo zložiti, to je težko. Lahko prime nekaj, kar je trdnega. To se pravi, če pogledate eno industrijo, so področje v tej industriji, ki se dajo avtomatizirati, robotizirati, so pa nekatera, ki se jih ne da, ker še nimamo te tehnologije. Jaz sem začel svoj študij v 3. industrijski revoluciji, da bom najbrž končal 4., če ne bo 5. še hitro. Čisto možno, ne? V glavnem, jaz sem delal na področju podvodne tehnologije v Angliji in sem delal na razvoj določene merilne naprave za potapljače v Severnem morju. Takrat se je Severno morje šele začelo razvijati. To se pravi kaže leta, ne? Ampak takrat smo jasno delali, da bi obdržali potapljače, ki so bili ključni za črpanje nafte pri življenju pod vodo. In vsi profesori in študenti smo videli, to je samo prehodnega značaja, ker
do 90. leta bo vse robotizirano, ne bo več potapljačev na Severnem morju. No, enih 20 in več let kasneje sem imel pa projekt, ki ga je plačala angleško ministrstvo za delo, in sicer, da sem moral nadzorovati eno določeno funkcijo potapljačev, in sem jasno preživel skoraj 6 mesecev na teh naftnih pločadih in potapljaških ladjah na Severnem morju. Robota ni bilo. Nikjer na obzorju. Vse so delali potapljači. Robot jim je pomagal mogoče, če govorimo o podvodnem robotu. Robot je bil asistent, ki je v bistvu gledal, kar je potapljač delal in mu mogoče ki je obdržal, ampak je bil še vedno človek na tistem mestu. In tudi danes, ko govorimo recimo o raziskovanju vesolja, en ključni pojem je to se pravi človek-robot, human-robot teaming, to se pravi eno skupnost robota in človeka, da si boste pomagala. Robot ne bo sam na Luni ali pa na Marsu, najbrž bo zraven tudi človek. Seveda, to je v tej bližnji prihodnosti, kakor jaz vidim. Tako da človek ne bo nikoli, meni se zdi, izrinjen iz tega. In kar se tiče poklicov, teh je veliko. Se vidimo na televiziji operacije robotske. Ampak prosim vas, lepo se boste pustili robotu samo brez zdravnika zraven operirati? Ne. Ker tukaj je veliko, meni se zdi, pravnih težav. Koga boste tožili, če bo šlo kaj narobe? Skoraj nujno pa moramo koga tožiti, smo vendarle v Sloveniji. Ali vam bo robot svetoval rehabilitacijo? Ne, zdravnik mora biti zraven. To morate se zavedati, robot je v tem danem momentu res eno orodje, ki nam pomaga. In se mi zdi, za nekaj časa bo še vedno tako ostalo. Tako da ta robot human teaming je zelo pomembno, meni se zdi, na vseh področjih. Zdi se mi, da izobraževanje bo težko zamenjal robot od vrtca naprej. To se pravi, pa tudi, če ga pogledamo, seveda obstajajo na spletu različne, vi lahko vidite predavanje in vse na spletu, ja, se lahko naučite iz tega, vendar ne morete o teh informacijah komunicirati, debatirati z robotom, zaenkrat. Potem so področja tudi v izobraževanju, kjer mogoče ne more robot podati to znanje. Govorim bolj na umetnostnem področju in tako naprej. Tako da ja, je veliko, meni se zdi, panog ali pa poklicev, kjer ne bo takoj zamenjave, ali pa če bo robot vključen, bo asistent, bo član tega moštva. Je pa tudi jasno, določeni poklici se že zdaj bi rekel, izgubljajo. Ko sem jaz recimo bil študent, nismo imeli bankomatov. Si moral iti v banko po denar in človeka prositi, da ti da izračuna denar. Zdaj imamo bankomate. To se pravi veliko že tega, ker se je avtomatiziralo in še bo. In recimo, če vzamemo nekaj, kot je kuhanje, sem slišal, da bo kuhanje recimo v robotskih rokah. To že za kakšno hitro prehrano, ampak za kakšno boljšo prehrano, ki je treba hrano okusiti, pa povohati, če je v redu, zaenkrat, če ne vidim robota, da bi imel glavno vlogo v tem. Pravi, kakšni menzi morda. Ja, krasno. Zdaj vse naše goste že zelo dobro poznate. Dali so vam nekaj iztočnic, tako da če kakšno vprašanje, kar prosim pomahajte, pa dobite mikrofon in lahko zastavite vprašanje, da ne bomo čakali predolgo. Ja, tule v prvi vrsti. Gospod, vprašanje. Prosim samo, da se predstavite, ko zastavite vprašanje in poveste, za koga je. Če ne veste, za koga točno, se bodo govorci sami javili, prav? Pozdravljeni, jaz sem Tjaž Cvek, predstavljam inštitut Spacelink. Moje vprašanje pa je za gospoda Kostlerja. In sicer govorili ste o tem, da bodo roboti, oziroma da roboti ne bodo zares nadomestili ljudi, oziroma ne bomo izgubili poklicev. Zato, ker ko postaviš robote, potrebuješ ljudi, ki vzdržujejo robote. Ampak se vam ne zdi, da bo teh ljudi bistveno manj, kot je bilo ljudi prej na delovnih mestih? Recimo dober primer se mi zdijo vozniki kamionov, še posebej, če pogledamo na primer Ameriko. Tam imamo ogromno ljudi, ki je zaposlenih v transportu. In če njih zamenjamo na primer z roboti, a ne bi bilo število ljudi, ki bi vzdrževali te robote bistveno manjše kot število ljudi, ki je trenutno zaposlenih, in verjetno ljudje, ki bi vzdrževali robote, niso isti kot ljudje, ki trenutno vozijo. Tisti ljudje bi verjetno izgubili službo, oziroma kaj bi naredili s tistimi ljudmi? Hvala.
Hvala za vprašanje. Govorimo tudi o generacijskih zgodbah zdaj, ne. Seveda, nekdo pri 50 letih, če ga to zadane, ko je en poklic izvajal celo življenje, je seveda to lahko problem. Če pa seveda zdaj govorimo o mlajših generacijah, ki pač hodijo v šolo, se izobražujejo, svet se pač spreminja. Zdaj vemo tudi, govorimo o mobilnosti, ne govorimo več o avtomobilih, a ne. Na koncu tudi ne bo taksistov, ne vem, vse to isti problem. Zdaj seveda je to problem, ki lahko nastaja, ampak tako kot je že gospod omenil, če greš v banko, ne, je tudi bančnih uslužbencov za okencem že danes manj, ne. Pač tehnologija gre naprej, ker gre tehnologija naprej, je pomembno, da je izobraževalni sistem naravnan sodobnim novim tehnologijam, da se bodo ljudje izobraževali in pač bodo imeli delovna mesta, ker se okolje stalno spreminja. Tukaj ne moramo reči, zdaj pa ne bomo imeli robotov, ko so se odločili v Ameriki, da bodo raketo naredili, pa so šli na Luno. Zdaj težko tukaj, to je pač problem, jaz mislim, evolucije, ne. In delovna mesta seveda v določenem segmentu, ko pride ena nova tehnologija, seveda povzroči pretrese, strese za določene ljudi. Ampak o tem je treba razmišljati že danes, kako izobraževalni sistem naravnati in dobiti občutek, kaj pomeni torej razvoj novih tehnologij, 4.0 industrija in tako naprej. Hvala lepa, hvala vam za odgovor. Doktor Cviter, doktor Debeljak, dajmo morda vseeno še malce o tem slovenskem šolskem sistemu. Kakšne kadre vi dobite na fakulteto za matematiko in doktor Debeljak, kje vidite pri zagotavljanju teh veščin, ki jih je omenjal gospod Kosler, oziroma tega, ne, da mora tudi šolski sistem tukaj iti v prihodnost, v industrijo 4.0, kje vidite vlogo mladinskih organizacij, neformalnega učenja, neformalnega izobraževanja? Sam sem astrofizik, astronom, kdo bi me imenoval zvezdogled. Menda so to tisti ljudje, ki gledajo v nebo in nič drugega ne počnejo celo noč. To so te čudne, kako bi rekel, predstave, ki pa seveda nimajo nobene veze z realnostjo. Astronomija pomeni astrofiziko, se pravi razumevanje vesolja, ne pa občudovanje estetskih užitkov, ki so seveda pomembni in jih vsi delimo, ampak to ni to. Astrofizika pomeni del fizike. Fizika ne pomeni samo to, kar ste se učili v srednji šoli, ampak pomeni eno dosti širšo stvar, pomeni reševanje problemov. Marsikod je treba inovativno rešiti kakšen problem. Informacije so namreč zdaj prisotne marsikje in to v velikih količinah. Sedajle Telekom in Simobil perfektno veste, da sedite na temle srečanju, oziroma bi lahko vedeli, kajti vaš mobilni telefon seveda izdaja lokacijo, če ne drugega po prenosni pač vaši postaji. Vidite, koliko časa ste bili tukaj, da se pogruntati celo, ste se gibali na kavo ali ne. Teh informacij ta trenutek upam, da še nihče ne zajema in zato vohuni za nami, ampak ne si delati vtisov, da tako ne bo čez 10 let. Tukaj je noter seveda veliko koristnih, pa še več nekoristnih razlogov za kaj tazga, se pravi takih, ki se mogoče malo strah. Zdaj, če se vrnem nazaj na reševanje problemov. Reševanje problemov pomeni, da je treba najprej problem sploh se pomeniti, o čem se pogovarjamo, ga formulirati najprej z besedami, takole ob kavi ali čaju. Potem je verjetno koristno, da ugotoviš, kako boš pravzaprav to stvar dejansko kot neka vprašanja postavil. To je včasih težko. Potem je treba ugotoviti, kakšni odnosi bi znali to uravnavati, se pravi neke popolnoma matematične zveze nastaviti kot možnosti, kako bi to lahko pojasnili, kaj se dogaja. Potem je treba ta sistem enačb rešiti, to je matematika, temu ne morete uiti, žal, pa tudi, če ste družboslovci. In potem seveda ste pri tem leni, kajti življenje je težko, saj fiziki smo pa izrazito leni ljudje.
Zato kar se da poenostaviti stvari in dobiš neko rešitev in je treba seveda zopet si skuhati naslednjo kavo ali čaj in pogledati, ali ima stvar kakšen smisel, ali niste preveč poenostavljali in pravzaprav vse, kar je bilo pomembnega, itak zanemarili in pustili, a ne? Se torej vrniti malo po tistem slepem tiru nazaj in iti po naslednjem, a ne? In v končni fazi, a ne, potem pravzaprav seveda povedati drugim, kaj ste pogruntali in kaj bi znalo biti in morda tudi kakšen dodaten preizkus bi vaša ideja zaslužila, a ne? Zdaj, zelo pomemben je za mlade in tudi manj mlade, na nek način je tukaj povezava med dvema različnima svetovama na prvi pogled. Eno je individualni svet, vi morate biti sposobni to narediti, drugo pa seveda komunikacija. Kaj pomeni komunikacija? Morda se bo tale ideja porodila o tem, kaj bi se dal narediti na neki večerji s šefom, a ne? In seveda v vašem najboljšem interesu je, da boste do polnoči imeli enačbe, do 2 zjutraj bojo rešene, do 4 zjutraj boste imeli rešitev, v 5 bo tista kava, do 7 je treba biti sposoben napisati v slovenščini ali pa seveda v angleščini delovno poročilo in ob jutranji kavi šefu je treba reči, tole sem mislil in mu nekaj dati pod nos, a ne? Tako to deluje na tem svetu, a ne? In potem morda boste uspeli naprej iti. Življenje je pač težko, kaj čmo. Tako da bistveno je, da obvladate vse te točke procesa, obenem pa tudi, ja, da ste dovolj socialno povezani, da pijete to kavo in hodite na večerje s tem vašim šefom, a ne? Se pravi, svet ni svet samotarjev, svet je svet interakcije, dostkrat velikih projektov in tako naprej. In recimo, če mogoče sam še na hitro omenam, na fiziki smo tam nekje do leta 95 imeli tako v našem prvatnem žargonu, smo rekli, študenta smo zgubili. Kaj to pomeni, študenta smo zgubili? Bil je izjemen študent, imel je neverjetne rezultate, ampak glej ga zlomka, šel je za borznega posrednika, a ne? A ga ni škoda, a ne? Mar bi bil na Štefanu v službi, pa bi raziskoval, a ne? Sčasoma smo se naučili, ne, da je popolnoma normalno, da grejo ljudje nekam čisto drugam in tam seveda zelo uspejo. Če pogledate, saj pred 2-3 mesecema sem pogledal, pač brezposelnih čisto preprosto z našo izobrazbo sploh ni, ker pač najdejo službo, ampak pozor, ne na Štefanu, ne na fakulteti, dostkrat sploh ne v raziskovanju, ampak nekje čisto drugod, so pač reševalci problemov in danes se ne zavedamo, kako se veliko strok pravzaprav šele bliža temu. Kot rečeno, družboslovje, sociologija, marsikaj drugega bi človek lahko našteval, tukaj big data prihajajo, e-science prihaja, te stvari je treba znati, tukaj morate biti mobilni na vašem prenosnem računalniku, je treba te stvari znati rešiti. To je edina pot naprej, ki vas pravzaprav pelje v zanesljivo negotovo, ampak na drug stran gotovo prihodnost. Obenem pa seveda zelo pomembno... Bi vas kar prosila, če lahko strnete, ja? Absolutno. Samo še to bi mogoče rekel, obenem pa seveda ne si predstavljati, da je samo, kot imamo tukaj na moji desni svetu primer, firma, ki res vlaga v neko točko, tista, ki bo rešila vso zgodbo. Zelo pomembna je tudi država svojo strukturo, tudi s tem, da seveda ali boste uspešni znanstvenik, če morate biti samski in če ste 40 let stari in si ne morate privoščiti otrok, ker vam banka seveda ne da kredita, kajti nimate stalne službe. Mnogo stvari mora država vlagati in se ne zgovarjati, da se bo to samo zgodilo, ker se ne bo. Kar veliko istočnic. Ja, zdaj, gospod Debeljak, vas prosim še za to, da dopolnite to zgodbo z vlogo neformalnega učenja in potem gremo k evropskima poslankama. O tem, kako je pa pomembno, da znajo mladi v bistvu tudi sami sebe dobro predstaviti in kje jim lahko tu še Evropa pomaga. Jaz sem vzel za istočnico vprašanje mladega gospoda. V vsaki revoluciji industrijski je prišlo do tega vprašanja. Spomnite se ludistov, ki so razbijali stroje, češ stroje nam bojo vzeli prihodnost, pa se je nekako družba prilagodila. Dodatni moment zdaj je v tem, da je zgodovina postala bolj zgoščena. Res bliskovito se stvari dogajajo. In kar je mene najbolj šokiralo je to, da danes boste vzeli OECD-ove raziskave. OECD ima zelo numerične, ekonometrične pristope, kdo bi rekel celo neoliberalne. Oni imajo včasih v nekaterih raziskavah že predpostavke 50-85, to pomeni 5% zaposlenih, 10% prekariata in 85% na transferih. To je popolnoma nova družba. Zato je danes reč, naj
izobraževalni sistem ali pa mladinsko delo odgovori na izzive dodatno nemogoče. To je nek cel nov družben spekter, ki ga moramo dati na mizo. Zrele družbe to že delajo, Nizozemska, Švica, kjer vzame vse te parametre v neko družbeno zgodbo. Ne pričakujem, da bo Slovenija tu pionir, bi bilo pa vseeno smiselno, da se čim prej priključi in so nekateri znaki, da se to vseeno dogaja. Se pravi optimistično. Jaz sem optimističen. Gospa Fajon, gospa Tomc, za vaju pa težko vprašanje oziroma kombinacija vprašanj. Po spletu je zaokrožilo pismo 10-letnega fantka, ki se je prijavil za službo profesorja igranja z Lego kockami na Univerzi Cambridge. Zapisal je, da se prijavlja zato, ker je prepričan, da je najbolj usposobljen, se pravi veliko bolj kot profesori, ker se dejansko igra s temi kockami in jih razume. Se pravi, po eni strani, kako pomembno je, da znajo mladi najti svojo nišo, da so samozavestni. Vi dve se srečujete z res izjemnimi mladimi posamezniki, ne le iz Slovenije, iz vse Evrope, na eni strani to in po drugi strani, kot smo dobili stočnico gospoda Cvitra, kaj lahko država ali pa širša Evropska unija naredi za to, da bodo ti res vrhunski raziskovalci imeli vsaj tolikor tudi udobno življenje, se pravi, da bodo lahko prišli do kreditov stanovanj, da bodo lahko imeli družino. Ja, lahko začnem. Se mi sploh ne zdi tako težko vprašanje, že nekaj časa razmišljam o tem, upam, da bom še 3 stvari lahko izpostavila, ki se mi zdijo tukaj zelo pomembne. Ampak ta fant se nikoli ne bi mogel prijaviti v Sloveniji na neko fakulteto zaradi tega, ker fakulteta oziroma delodajalec, pa bodimo bolj splošni, od njega zahteva papir in diplomo. Za začetek tudi niso vzeli, ne, ampak vseeno. V redu, ampak je tukaj neka ideja, ne. V bistvu imamo mi diktaturo teh formalnih pogojev, ki jih mora nekdo izpolnjevati, da lahko sploh dobi službo. Jaz mislim, da bi morali razmišljati tudi o tem, a ne, če želimo spodbujati, da se mladi razvijajo na področju svojih kompetenc in svojega znanja. Mi jih spodbujamo k temu, kot so tudi sogovorniki rekli, da pridobijo čim širše znanje, ne pa da dobijo čim bolj lepo napisan papir, kjer piše, kaj so po poklicu, po izobrazbi, zatem pa pač ne stoji tisto, kar delodajalec od njega pričakuje. Druga stvar, ki bi jo želela izpostaviti je, pa se jo mogoče nismo dotaknili, je, kaj je bolj pomembno. Ali izberete poklic in fakulteto, ki vam leži na duši in je to nekaj, kar si želite, ali izberete tisto, za kar ste bolj lahko prepričani, da boste na koncu dobili zaposlitev. Mislim, da živimo v takih časih, da bi morali izbrati oboje. Po eni strani se izobraževati in nadgrajevati v tisti smeri, kjer si jo želite, ker je to za vašo dušo, kjer bo prav gotovo nekoč prišla priložnost, da boste lahko tudi to svoje znanje prodali. Po drugi strani pa bodimo realni. Nekje je pač treba najti tako službo, ki nam bo zagotavljala tudi ekonomsko preživetje. To je realnost. In realnost je tudi to, čeprav danes govorimo o visokih tehnologijah in robotiki, da ne bomo potrebovali samo robotov in neskončno super usposobljenih ljudi, čeprav so jaz to globoko verjamem, gonilo naše družbe, ampak niso pa edini. In tisti, ki bodo morda izgubili službo zato, ker jih bodo nadomestili roboti, bodo lahko našli službo drugje, na drugih področjih, ker se bodo odpirala drugačna delovna mesta, pa ne samo v visokih tehnologijah. Poglejte, naša družba niso samo stroji in roboti, so tudi ljudje, sociala, a ne? In mi vsi, nekoč tudi vi, boste potrebovali nekoga, ki bo rekel kakšno prijazno besedo ali pa skrbel za vas. Ne? In to področje sociale, tudi tukaj jaz pač namreč se ukvarjam veliko s tem, je ogromno povpraševanja. So pa seveda to službe, ki niso najbolj zaželene. Morda ravno zaradi teh demografskih trendov, ki tudi imamo v Evropi. To je
ena izmed poti, kjer se bo odpiralo ogromno delovnih mest, recimo vsa področja sociale. Jaz sem bila tule zraven, sedimo zraven sklada za razvoj kadrov, kjer sem jaz nekoč bila kot direktorica in vem, da smo imeli, še vedno imajo en program, kjer se pošilja najbolj usposobljene, najboljše talente iz Slovenijo v tujino študirati in država to obilno sofinancira. To so štipendije v 10 000 evrih. Ampak kaj želim poudariti, ko ti ljudje pridajo nazaj, če pridajo nazaj, ker jih headhunterji polovijo tam nekje po svetu, nimajo se kje zaposliti, ker za njih Slovenija nima služb. In to je naš problem. In ta neskladje med zaposlovalnim sistemom in potem trgom dela v Sloveniji je ekstremno velik, med največjimi v Evropi. Tako da jaz mislim, da bi morali delati tudi malce na tem. No. Samo še, ker morda se ne bo več oglašala, čisto aktualna zadeva, ker smo s to začeli, a ne, včeraj smo v parlamentu potrjevali dokument o robotiki, a ne, kjer smo nekako postavljali podlage za to, da bomo šli naprej, a ne, za tem razvojem. Ampak včasih me pa malce zaskrbi, ne, kam dejansko gremo. Ne. In vmes med temi rešitvami predlaganimi je bila tudi ena taka, kjer jaz ostro nasprotujem, ker mislim, da družba ne sme iti v to smer, pa so jo z večino, mislim, da potrdili, ali kako že. Bil je namreč predlog, da se robotom podeli pravna subjektiviteta. Veste, kam gremo naprej, ne? Kaj pravno subjektiviteto bomo podelili robotu. Na koncu koncev bodo pa najbrž zaradi tega, da bomo lahko nekoga tožili, če se bo zgodila nesreča, ampak kdo bo to plačal. Mislim, da moramo včasih mečkati ta naš razvoj vseen v neke okvire dati in se zavedati, da včasih lahko naredimo pa tudi kakšno neumnost. No. Hvala lepa za čas. Gospa Fajon, potem gospod Cviter, gospod Kosler. Zdaj je bilo že toliko istočnic, da že težko lovim misli, kaj želim še vse povedati, na kar je bilo povedano. Ampak najprej k temu dečku. Seveda bi bilo idealno, če bi delodajalec oziroma nekdo spoznal visok izjemen potencial o takemu fantu in ga vzel. Realnost je predvsej drugačna od tega, nažalost. Posebej bi rekla v Sloveniji, če pogledam, da ta visok potencial delodajalci težko spoznajo in gredo zaposlitve po drugačnem traku, nažalost. Jaz bi rekla tako, pri moji izkušnji, pa je skromna izkušnja pri zaposlitvah, vsak mesec v pisarno vzamemo enega mladega dijaka ali študenta na podlagi življenjepisov. Absolutno danes samo življenjepis, ki je super napisan, ne pomaga. In ni dovolj. Ni dovolj, da ga pošleš in čakaš doma, kaj se bo zgodilo. Takih življenjepisov, ki so, tako kot sem prej rekla, impresivni, imamo toliko veliko, jaz imam odprt kar en folder, da mi je težko gledati, koliko jih je. Ampak tista potem pa praktičnost, pristop, kako lahko, kam vse more nekdo pride, da bi lahko sebe izpostavil ven in sploh pritegnil pozornost, da ne govorim še, kako je veliko težko izbirati iz tega nazbora, ampak vidim pa recimo izjemno veliko ljudi, ki gre recimo skozi mojo pisarno, vmes so takšni, ki so malo manj samoiniciativni, so pa takšni, ki vem takoj, da bodo uspeli z vso kreativnostjo, s potencialom, ker se borijo za to, ker jih stvari zanimajo, ker naredijo mogoče veliko več, kot smo že mi včasih sami naredili sabo. Zdaj, to se mi zdi, da bo velik izziv te generacije. Svet se tako hitro spreminja, ogromno je bilo povedanega o robotiki, pa Romana je tudi omenila, da smo včeraj sprejeli resolucijo o robotiki. Ta resolucija je bila precej polemična. Mi smo imeli kar velike razprave, notri so smernice, ki so zelo pravne, tudi etične, zelo malo smo se pogovarjali o tem, kakšne bodo posledice robotike na delovni trg. Izzivi bodo veliki. Bodo veliki in ravno zato smo tudi skušali pritisniti na Evropsko komisijo, da izdelamo neko strategijo, kako zaščititi tudi
delovna mesta, neko čustveno vez med robotiko, med ljudmi in tisti, da bojo vedno ljudje nad roboti, da bomo imeli nadzor. Zdaj, to bodo izzivi, posebej, ko gre za trg zaposlitve. Mene včasih strah, ko gledam, kaj se dogaja. Zdaj sem končala en biznis program, ko so mi pravili poslovneži, pa mogoče vi bolj veste, kapice, bejzbol kapice, otroci jim uredijo čipe, zato da spremljajo, kako se gibljajo in ko grejo v trgovino, zaznajo, pri katerih policah se ustavljajo, kaj jih zanima in tam seveda postavijo tiste produkte, ki jih bodo kupili. Razprava je šla med podjetniki celo daleč, bi bilo smiselno čipe pod kožo dajati. To se mi zdi tisto, kar je srhljivo. Kako daleč bo šel tudi ta odnos mogoče poslovnega sveta, ki bo iskal interes, do tega, koliko daleč bomo posegali tudi v svojo zasebnost. Življenje se bo zelo hitro spreminjalo. Zdaj se ukvarjam sem na kratko še z zelo težko zakonodajo, ki uvaja pametne meje, avtomatizirane zapornice. To bo vse robotika dejansko zamenjala in že vidite na letališčih imamo ABC prehode. Zdaj bomo uvajali te pametne meje praktično po celi Evropski uniji na zunanjih mejah, avtomatizirane zapornice, delali smo pilotske projekte, gledali, kako to deluje. Potnik, ki pride, si da potni list, mašina ga pregleda, zbere osebne podatke, gre tako čez neke 3 faze, ampak na koncu pri 4. fazi mora še vedno sedeti nek kontrolor, če sistem ali ne deluje ali se kaj zaplete, je pa absolutno manj zaposlenih v takšni situaciji. In to bodo izzivi za naprej, kljub vsem priložnostim, ki jih bo tudi ta 4. industrijska revolucija ponudila. Ja, zelo mi je všeč, ker prihajate z različnih področij, ampak nekako se kar prepletamo in ugotavljamo zelo podobne stvari. Gospod Cviter, vi ste se želeli še navezati na kratko? Mogoče mečken bolj veder ton, da ne bomo tako resni. Tale fant, ki se je prijavil za Lego kocke na Oxford, to bi seveda moj zagovornik na desni povedal, da je to čist resen posel. Na drugi strani pa, poglejte, mali z druge strani, to je izjemno koristna stvar. Temu se reče aktiven državljan pri 10 letih. Ne? En od mojih sinov je prišel domov in je rekel, ko je bil približno iste starosti, oči, risanko so prestavili iz 8 ure zvečer na 6:30 in seveda pričakoval je, da bo oče v redu na televiziji, da bo risanka zopet kasneje. Ne? Jaz sem mu pa rekel, ja, daj napiši pismo na televizijo, ne? In je napisal čudovito pismo, da se igra na dvorišču in da mu to res ni v redu, da je risanka prej in tako naprej. Naučil se je sestaviti pismo, napisati naslov, znamka, v kaselj smo vrgli in seveda pričakoval sem, da bo to direktno pristalo v košu, dokler ni nekaj let kasneje šla žena slučajno zaradi nekega prevajanja in je videla, da na glavnem uredništvu na steklenih vhodnih vratih je točno to pismo nalepljeno. To je aktivni državljan, ki se uči in v tem primeru je povedal, jaz nekaj znam in pravzaprav mislim, da bi to bilo dobro, zdaj seveda morda ni treba tega tako resno soditi, ampak to je koristno. Aktivne državljane potrebujemo, kajti če nimate interesa, potem tudi uspeli ne boste. Upajte si, ne, to, gospod Beljak. Jaz bi se nekaj dodal. Družba ima vedno svojo Gaussovo krivuljo. Prav je, da delamo vse na tem, da to Gaussovo krivuljo malo pomaknemo, da iz vsakega posameznika iztisnemo čim več, ker v končni fazi to koristi posamezniku in družbi kot celoti. Ampak ta fašizem, bi jaz rekel celo, pritiska, da če ne znaš že 10 jezikov, pri 5 letih si pa itak za nič, in to se v praksi celo kaže, se mi pa zdi grozljiv. In tudi se mi zdi grozljivo, da tako razmišljamo, češ kako fajn je, da otrok pri 10 letih razmišlja progresivno. Otrok pri 10 letih naj se igra. Ne? Naj se igra. Če itak imamo blazen medijski pritisk na mlade, medvrstniški pritisk, tudi sami zdaj ugotavljamo, ne? Ni delovnih mest za vas, če ne boste top, ne bo nič iz vas. To je popolnoma napačno sporočilo. Napačno sporočilo je tudi zato, ker mi ta stari nismo pripravljeni deliti usode časa z mladimi. Ni dovolj delovnih mest na univerzah, ogromno delovnih mest na univerzah, ampak jih nekateri zasedajo zaradi svoje senioritete. Danes ste lahko Nobelov nagrajenec, a boste dobili službo na pravni fakulteti? Vprašanje. Torej,
Seveda, verjetno Nobelov nagrajenec ja, tisti, ki pa je izgubil Nobelovo nagrado, pa mogoče ne. Torej, mi moramo spremeniti osnovno logiko, moramo biti tudi malo bolj medgeneracijsko pravični, ne samo solidarni, ker ta solidarnost gre ponavadi navzgor, pravični, in če bomo to uspeli v osnovi ustvariti, potem bo tudi prostor za tiste, ki so povprečni. Ti so pa tudi naši sodržavljani. Na te pa pozabljamo včasih. Spet odpiram razpravo, če je kakšno vprašanje, pomahajte. Aha, ja, zdaj je kar nekaj vprašanj. Gremo k vam, ker še nismo... Gremo tako počasi nazaj, ja, izvolite. Lepo pozdravljeni, sem Tanja Povščič iz Mestne zveze prijateljev mladine Ljubljana. Veliko delamo z mladimi. Včeraj smo imeli mestni otroški parlament. Tema parlamenta je otroci načrtovanje prihodnosti. In seveda so veliko pogovora se vrtelo tudi o sami poklicni orientaciji oziroma šolskem sistemu. In je v bistvu zelo zaskrbljujoče gledati te mlade 10-letnike, a ne tako kot ste povedali, eni zelo provokativni, veliko njih pa že v 10 letih zaskrbljenih v bistvu, da jih ne vidijo neko tako prihodnost, ki je pred njima in ob enem se zavedajo, da jih trenutni šolski sistemi in načini izobraževanja ne pripravljajo na prihodnost, ki jih čaka. Ne? Pravite, provokativnost razvijati, po drugi strani pa v bistvu vse nekakor je v nekih mejah zelo manipulativno, vzgajamo kimanje, tako da nekje mogoče bi Klen naslovila na vas, gospode Beljak, vprašanje, ali je v načrtu ta sprememba v samem šolskem sistemu oziroma kdaj jo lahko načrtujemo, ali je odvisno od same šole oziroma učitelja posebej, ki je pripravljen res pripraviti mladega človeka na življenje, ki je pred njih, kaj pa seveda se naveže potem na gospoda Cvitera pravi, da samo tisti, ki niso leni, potem naredijo. Hvala lepa. Osebno sem zelo kritičen do slovenskega šolskega sistema. To povem kot osnovo za nadaljevanje odgovora. Vseeno pa se mi zdi, da preveč pričakujemo tega sistema, sploh v kontekstu te dinamike, ki se pričakuje. Mi imamo zelo močno tradicijo formalnega šolskega sistema. Lahko vam iz prve vrste povem, ker sem na kolegijih ministrov že zadnjih 12 let, diskurs se je spreminjal. Pred 10 leti se nismo pogovarjali o povezovanju neformalnega in formalnega učenja. Danes je to dejstvo. Neke spremembe so, ampak rad bi samo povedal, da se mi zdi utopično ali pa naivno pričakovati, da bo šolski sistem odgovoril na vse. Šolski sistem, na nek način je to pričakovanje celo pohvala šolskemu sistemu, ker je to edini sistem zraven mogoče cerkvenih inštitucij, ki je stabilen. Ne? In ko smo nemočni, pričakujemo, da nam bo šolski sistem vzgojil otroka namesto nas, ker mi nimamo časa, ker imamo zahtevno službo, da nam bo rešil problem debelosti našega otroka, ker mi pa dejansko nimamo časa še se s tem ukvarjati. Ne? Torej moramo, se mi zdi, na to vprašanje odgovoriti kot družba v vseh porah, ne pa narediti kljukco in reči, izobraževalni sistem naj odgovori na negotovost, ki je pred nami. Gospod Tomc, ste se tudi vi želeli, se upravičujem, ampak dejansko bo potem tudi čas za neformalno razpravo. Želimo še kakšno mnenje? Ne? Ne. Dobro, potem bi dala še vprašanje, še eno iz občinstva. Ja, izvolite. Kokal Anton, trenutno sem učitelj na višji šoli za mehatroniko in na poklicni šoli. Pojavlja se mi ogromno vprašanj in najprej bi rekel super razprava, ker mislim, da tega resnično manjka v slovenski družbi. Najprej vprašanje mogoče za gospoda Kostlerja, kamor pošiljamo tudi naše študente na prakso. Kaj vi ocenjujete, kaj je glavni razlog, da ste uspeli prepričati Japonce, da so prišli v Slovenijo? To sprašujem zato, ker ugotavljamo, da je inženirska plača v Sloveniji izjemno nizka v večini industrijskih panog, če primerjamo z Avstrijo. Mislim, da pa produktivnost ni tako majhna. Drugo vprašanje za evropski poslanki, kaj se bo naredilo z zaposlovalnimi agencijami? To postaje neke vrste legalno prodajanje delovne sile.
In tega imamo v Sloveniji ogromno. Tudi mladi, mnogi so zaposleni preko agencij, če že uspejo, da niso preko študentskih servisov, so preko agencij zaposleni in to v zelo dobrih firmah. Bom povedal samo eno. Lek recimo. Kako je to mogoče? In to se v Evropi drastično širi. Potem prisilna espeizacija. Po drugi strani je pa težko v šolskem našem sistemu uveljavljati neke kompetence za podjetništvo, sploh v gimnazijah, kjer pravijo, da mladi, ki hodijo v gimnazijo, teh kompetenc ne rabijo, ker bodo neka elita družbe, ki pač tega ne potrebuje. In še tretje vprašanje mogoče za oba profesorja iz fakultet. Ali mislite, da ima tako močna vloga mature pri točkovanju in določanju vpisa naprej še pozitivno vlogo ali ima že zaviralno vlogo? Včeraj sem namreč govoril z enim od profesorjev na eni od tehničnih fakultet, pravi, ugotavljam, da dijaki v 4. letniku enostavno matematike 4. letnika ne vzamejo, ker se pripravljajo celo leto na maturo, ker šole med sabo tekmujejo, katera bo dosegla več točk na maturi. Mogoče malo provokativnih vprašanj. Hvala. Hvala lepa, vsekakor pa cel kup vprašanj, prosim res za kratke odgovore, da bomo uspeli čim bolj nekako celostno odgovoriti. Gospod Kosler, izvolite, seveda. Bom probal biti res kratek. Kako nam je uspelo prepričati Japonce, verjeten seveda, kot sem rekel, prvih 20 let je malo težji, potem pa stvari stečejo, enostavno povedano. Ampak kaj smo teh prvih 26 let počeli, da je prišlo zdaj ta nova zgodba, je pa seveda pomemben to, da smo v bistvu kadre štipendirali, da delamo srednjim šolam. To pomeni povezava gospodarstva in srednjih šol in fakultet, da v bistvu ljudje, ki hodijo na srednje šole ali pa na fakultete, tam dobijo teoretično znanja. Še jaz, ki sem bil na strani fakulteti, nisem točno vedel, zakaj se kaj učim. Če pa imaš potem ti prakso v tekočem letu, da vidiš v življenju, ki boš ta znanje uporabil, mislim, da je to super stvar. In tudi nekoga, ki mogoče ni toliko za knjige, no, ali pa da nima zid sledra, po domač povedan, ko pride v prakso, ga spremenimo, ga definitivno spremenimo, ga uspemo navdušati. In tukaj mislim, da je en koncept, ki je bil zelo uspešen vse te čase, ta koncept bomo nadaljevali, se pravi štipendije, obvezno potem, da tak štipendist pride na prakso, ga sledimo tekom študija, s profesori se dogovarjamo za seminarske naloge, za diplomske naloge in ko pride v službo k nam, mi že točno vemo, kam ga bomo dali. In je že upeljan. V bistvu že prvi dan službe je že konkretno dela, ker je že v bistvu upeljevanja ni več. Ne? In mislim, da je to ta koncept, ki je pokazal se kot uspešen. No, in na koncu mogoče, da zaključujem, sodelovanje med šolstvom in gospodarstvom. To je to. In prvih 20 let je najtežjih. Gospa Tomc, gospa Fajon, kaj je torej s temi zaposlitvenimi agencijami? Ja, na odboru za zaposlovanje, ker sem jaz tudi članica, o tem zelo veliko govorimo, ne? Ker se štejejo zaposlitve na agencijah za zaposlitve, kot tudi še nekatere druge, prisilna espeizacija, kot je bilo to omenjeno, za prekarne zaposlitve, ki se jim želimo čim bolj izogniti. Ampak, ne, pač Evropski parlament je tudi neko demokratično mesto dogovarjanja in sodelovanja vseh mogočih deležnikov, med drugim tudi socialnih partnerjev. Socialni partnerji so delodajalci in sindikati, ki so pa veliki podporniki zaposlovalskih agencij, recimo, in raznih drugih agencij. Tako da, ko skušamo, veste, tako je, ne, včasih skušaš kakšno svojo idejo uveljaviti, pa enostavno ne uspe, ne, pač nekaj jih misli tako, drugi mislijo drugače, ne, vse vidike je treba spoštovati. Moje osebno mnenje je, da so te agencije škodljive zadeve, so dobre v smislu posredovanja dela kot posredniki, vendar nikakor ne kot zaposlovalci in tega ne bi smeli dovoliti, no. Tako, ampak vam moram pa povedati, da to ni največji problem zaposlovanja v Evropski uniji ta hip. Vi imate slovenska podjetja, kjer ljudje delajo v slovenskem podjetju, v slovenskem mestu in sploh ne vedo, da so v bistvu zaposleni recimo na Slovaškem.
se dogajajo take stvari, ne, tudi zgodbe. Zdaj je najbolj pereča stvar določanje plač oziroma minimalne plače enotne za celotno Evropo, ne, ker Evropa je odprt prostor. Lejte, mi smo Evropo postavili na temeljnih vrednotah, kot so prost pretok blaga, storitev, dela, ne. Dali smo vse možnosti, da ljudje potujajo, delajo, ustvarjajo kjerkoli drugje, ampak nismo jo pa dogradili do konca in se nam zdaj takšne anomalije pojavljajo, tekmovanje med vzhodom in zahodom in tako temu rečejo race to the bottom s plačami v državah, ki so manj razvite. In tukaj nažalost v tem delu tudi Slovenija sem spada, dodatno pa pripomoremo to s tem, to je tudi moj mogoče apel vladi, zdajšnji vladi, naslednji vladi, kjerikoli vladi, ne. Lepo vas prosim, dajte nehati toliko obremenjevati delo, ne tako z davki, ki so pri nas primerljivi, ampak imamo ekstremno in nadpovprečno obremenjene plače s prispevki. Tako da smo v samem vrhu Evropske unije in zato tudi deloma nezanimivi. Smem sem nekaj dodati, praktično izkušnjo, to, kar ste povedali, mi imamo hude težave, ravno kar v Franciji, ko smo poslali našo ekipo zaganjati in programirati naše celice v Nogent, prišel je delovni inšpektor, imamo zdaj proces, moram dokazovati, kakšno plačo, da ni plača nižja od najnižje plače v Franciji, tako da smo kar vzeli ta hip, konkretno kar v škripcih in nam grozi kazen. In če smem samo to dodati, to je res top problem, ker enak problem se pojavlja v Slovenija, Avstrija in je zdaj Nemčija mednarodni tudi. Spor. Ja. Za Nemčijo sem mogel Tudi podpisati, da moji ljudje, ko grejo veliko v Nemčijo, prejemajo najnižjo plačo nemško. Tako je. To je problem. Tako je. Ja. In s tem hoče omejiti, da ne prihaja cenena delovna sila v njihovi teritorije. Ja, še en pereč problem, ampak o tem bi lahko imeli že posebno okroglo mizo, se mi zdi. To je pa res velik problem. Ja, gospa Fajon, izvolite. In če smem prav tu nadaljevati, tudi v Avstriji mi kolegi pravijo, da je zmer bolj pereča razprava v družbi, kaj pomeni svoboda gibanja, enotni trg. Ker dejansko se jim dogaja, da pride delovna sila z vzhodnega dela Evrope z visokimi nazivi, z doktorati in so pripravljeni jemati službe, ki so manj vredne za manjše plačilo in izrivajo ven Avstrijce za delovna mesta. In se začenja odpirati zelo, zelo nevarna razprava, ker v Evropski uniji imamo skupna pravila, enake pravice za vse, ko gre tudi za vstop na trg dela. In ko se bo ta razprava, če se bo preveč nadaljevala, da dejansko tisti, ki prihajajo iz revnejših držav, izrinjajo domačo delovno silo, da bodo tveganja velika. In to se dogaja v Evropi, kjer smo danes. Jaz bi povedala gospodu Koklu, rekli ste, da mladi iz gimnazije so elita. Jaz ne vidim več, da bi bila to elita. Mi smo naredili generacijo, kjer večina mladih ima magisterije, skoraj že doktorate. Bila je fama, več ko boš študiral, to ste tudi sami preomenili, več ko boš naredil, boljši boš, ampak na koncu smo pozabili na tiste profesionalne poklice, na tiste, kjer vsak ne rabi imeti idealnega iz super naziva in izobrazbe. Vsak ni primeren za to, ampak moramo nazaj vzpostaviti tudi tiste poklice in jih narediti enakovredne, tu mislim vse od mehanika, frizerja, profesije, kjer smo dobri in kjer imamo tudi svoj potencial. Tu mislim, da je pa slaba povezanost v Sloveniji še vedno med izobraževalnim sistemom in trgom dela in da bi mogli tudi pričakovanja spustiti. Ta fama se mi zdi, da je šla skoraj preveč daleč. Ja. Še kakšna misel o agencijah morda ali? Mislim, o agencijah, to je bilo, se že zelo strinjam, kar je vse Romana povedala. Če gre tu za ustvarjanje prekarijata, vemo, kaj se dogaja mladim, negotove pogodbe, nočno delo, prekerni pogoji, neplačena vajeništva in tako naprej. Izkoriščanje se mi zdi vse to nekaj, kar je nesprejemljivo in proti temu se je treba boriti in zaposlovalne agencije lahko hitro temu podležejo.
Hvala lepa. Še dr. Cviter, dr. Makjavič, kaj je zdaj s to maturo? Pa morda najprej gospod Cviter, vi nakratko, potem pa gospod Makjavič, vam dajem zadnjo besedo za to, da nas še povabite v Planico, oziroma tiste, ki ne gremo, ki smo bili prepozni s prijavo, morda, da poveste nakratko, kaj se bo tam dogajalo. Ja, če sem lahko kratek za odgovorom, se strinjam. Ena stvar, ki jo povemo študentom na fiziki, je, da naj za Boga poslušajo matematiko iz 4. letnika, ker je to točno tisto, kar bodo potrebovali. Na drugi strani država razume, da je ta način reševanja problema in neobstoj pravzaprav nezaposlenih ljudi iz teh profilov tisti, ki nam potem omogoča, da nismo imeli še nikoli sprejemnih izpitov, in da torej imajo ljudje eno leto možnost, da se ujamejo in v enem letu se da čudo narediti samega sebe, seveda tudi, če si imel mogoče majhen slabše pogoje v srednji šoli. Na drugi strani pa, če smem takole amatersko, mogoče malo izvati kolega Makjaviča, najbrž se bova pa seveda itak strinjala, da pa ne razumem, zakaj pa država svojo močjo ne spremeni nekaterih stvari, ki jih poslušam v dnevniku prav vsak dan. To je naprimer to, da primanjkuje zdravnikov. Zdravnikov se ne da narediti jutri, ampak mende se pa da prisiliti nekatere konkretne fakultete, da bi imele večji vpis in ne mi reči, da, spet se bom navezal na gospe poslanki, je vsak zdravnik, ki prihaja od drugot in ne zna slovensko, kar zna biti problem za starejšo generacijo, ki v večini hodi k zdravnikom po naravi stvari, da je boljši, kot bi bil nekdo, ki je malenkost mu zmanjkal točk na tistem nesrečnem vhodnem izpitu. Država očitno potrebuje ta profil in bi lahko za Boga saj zdajle za čez 5 ali pa 7 let začeli kaj planirati, ne pa da poslušamo zopet enkrat, kako lahko seveda je zdravnik 36 ur na dan v službi in še zmeraj odlično operira sred noči in ima nadure in tako naprej. Bogi so te ljudje, ampak dajmo narediti nekaj kot družba, da bojo stvari bolj normalne. In to brez robota. In to brez robota. Jaz bi začel s tem točkovanjem, ko ste omenili. Meni se zdi Tomaž in jaz spomneva časa, ko nismo bili točkovani in smo uspevali glede na naše ideje, na delo. In to je bilo tisto pomembno. Danes smo prešli pa na točkovanje. Točkovanje obstaja povsod. Edino moram reči, kar je zanimivo, pri razpisih za evropske projekte ni točkovanja. Tam je pa ideja pomembna. Se ne točkuje nikjer, koliko objav imate, koliko ste citirani, samo en odstavek, da se opišete, kdo ste, ali imate recimo te prerekvizite, da lahko pravite to nalogo. Tako da se s tem pristopom strinjam. Mi tukaj v Sloveniji jasno smo se pri tudi raziskovanju agencij na to tudi nekako upičili in ne moremo to zbrisati, ampak točke niso ponavadi tisto, ker je indeks, meni se zdi en indeks in nič drugega. Jaz bi samo rekel še nekaj glede maturantov in mogoče študentov. Jaz sem bil kar nekaj let na komisiji za vpis na medicinsko fakulteto v Kanadi, na Univerzi Britanske Kolumbije. In mi smo imeli recimo 600 študentov, ki je želelo jasno na študij, kjer so sprejemali samo 100. In to je bilo sorazmerno tako, to je bilo po vseh univerzah približno enako. Ne? In jasno, da imate izpite, ta MCATS, American College Admissions Test, kjer so točke zelo pomembne. Ampak vseh 600 študentov je moralo opraviti 3 pogovore. To se pravi, naša skupina 16 profesorjev je morala opraviti 1800 pogovorov. To smo si razdelili, da je vsak imel recimo 100-120 pogovorov s temi študenti. In na koncu si videl, da tisti, ki so imeli največje točke, najboljše točke, niso imeli pojma o medicini, kaj to sploh je. Niso se zavedali, kakšen študij je. In take ljudi nismo odslovili pa rekli, ne, pozabi, ampak smo jim rekli, imate neverjetno ozadje, ste zelo spretni. Dejte, prosim vas lepo, vzemite 1 leto in pejte se mal podučiti, kaj je to družba. Zdaj ste samo v knjige bolj in se ne zavedate, kaj je to v bistvu delati s človekom. In tako da, to pa tudi manjka pri nam in na našem nivoju. Če ti daš eno vlogo za razpis,
zaradi točk dobiš ja ali pa ne. Noben ti ne pove, zakaj ne. Noben si ne vzame tisti čas, da tebi kot osebi, ki si zdaj en mesec, recimo porabil za tisto, da si napisal, da ti lepo pove, zakaj ne. Ampak samo ne. In hočem reči, da če imajo vaši študentje odlične ocene, odlične točke pri maturi in tako naprej, meni se zdi, da je zelo važno, kaj projecirajo. Ker danes, če boste šli na določene fakultete, v tujini zagovorim, na določene fakultete bojo zahtevali še razgovor. Mogoče samo enega ali pa dva. Ampak tisti razgovori so pa zelo pomembni. Da vidijo, kdo je ta človek. In to je včasih razlika med tem, da je nekdo sprejet ali pa ne sprejet. In zunaj, če je dobra univerza, če je zelo dobra univerza, vam bojo tudi pomagali, vam bodo povedali, kaj vam je manjkalo, kaj potrebujete in vas ne bojo odslovili, ampak predlagali, da se zopet prijavite, ko boste to recimo opravili. In to je tisto, kar je ključno pri našem razvoju. Fantastično. Samo še en stavek za popotnico, prosim, potem moramo končati. Za planico. Ja, kaj se tam obeta? V enem stavku. No. Včasih pa moramo biti malo zahtevni. Da ne boste razočarani, ne? Ker mi imamo ljudi v planici, ki pridejo na recepcijo, pa prosijo, če bi lahko šli spat v breztežnostno sobo. Da se že vidijo, kako bojo lebdeli v tisti sobi in tega ne boste dočakali, razen če ne greste v vetrovnik. Mi smo v planici v bistvu izvajamo in smo izvajali veliko poskusov za Evropsko vesoljsko agencijo, kjer je sodelovala tudi NASA in tudi Evropski projekt smo imeli na to temo, kako bo človek bival na Luni in na Marsu. Nekako nam je s kmečko pametjo uspelo prepričati, da mi to lahko simuliramo v planici in v bistvu v planici smo načrtovali in zgradili en sistem, ki ustvari okolje, ki ima manj vsebnost kisika in kjer lahko simuliramo učinek breztežnosti in potem moramo to nadzorovati. Tako da v planici boste videli pač recimo ta hotel, da tako rečem, ki je zdaj jasno, ker trenutno nimamo financiranja za projekte, tako da je tista nastropje šlo nazaj, da je hotel dajo kot hotelske sobe, ampak bomo pokazali, kako smo na zelo enostaven način v bistvu delali pač zelo odmevne projekte z skupino laboratorijev cele Evrope v sami planici. In tako nekako meni to dokazuje, ker smo v bistvu bili konkurenči z DLR v Kelnu in z NASA v Houstonu, nam dokazuje, da smo tukaj v eni alpski dolini, kjer smo zgradili en hotel, kar naenkrat postali konkurenčni in trn v peti nekaterim ljudem, ki se že desetletja ukvarjajo s tem. Tako da ne obupati, če imate dobro idejo, jo kar nadaljujte s tem. Hvala. Fantastična popotnica za dan. Najlepša hvala vsem šestim. Fantastično vas je bilo poslušati. Prosim, en aplavz za razpravljalce na prvi okrogli mizi. Hvala lepa, torej želim vam lepo nadaljevanje dneva. Naredimo 10-minutni odmor in sledi zelo zanimivo drugo srečanje. Še 5 zanimivih sogovornikov imamo. Hvala.